Jaka jih bejše danes tekma z Mariborom, lahko rečemo kar vaša tekma, dosegli ste oba gola proti državnemu prvaku. Ja, mislim, da je bila ena zelo težka tekma, tako da smo na koncu zelo veseli tudi te pike, ki smo jo osvojili. Mogoče malce grenek preizkus, ker smo bili bližje 3 točkam kot Maribor, ampak vsaka točka je pomembna k našem skupnem cilju, kar mislim, da je uvrstitev evropske pokale. Tako da na koncu bo šla samo zbirka točk in vsaka osebna točka je zelo dobrodošla. Redko ste v letošnji sezoni dobili priložnost, sedaj ste zaigrali od prve minute in jo izkoristili. Ja, čakal sem na svojo priložnost, garal na treningih in na koncu je prišla v eni lepi obliki nagrada proti Mariboru. Rad bi se tudi zahvalil svojim soigralcem, ko so mi stali ob stran, tudi takrat, ko nisem igral. Tako kot danes, garanje cele ekipe nas je pripeljalo do te točke in smo zelo veseli. Kako bi opisal svoje 2 gola? Ja, igrišče je bilo zelo težko, kakor ste videli, in nekako sem vedel, da vsak strel proti Handanoviću je mogoče priložnost za odbito žogo, ker je bila zelo težko razmočeno igrišče in težko je ukrotiti vsak strel. Tako da ena mu je res ušla iz roki in bil sem na pravem mestu. Pri drugem golu pa mogoče tudi malce sreče, s pomočjo enega od branilcev se je žoga malce spremenila smer in končala za hrbtom Handanovića. Blizu ste bili pa tudi hat-tricku. Ja, tukaj pa res ena odlična reakcija vratarja njihovega, ki je rešil, jaz mislim, da kar čisti gol, no. In mogoče tudi zaradi te priložnosti želujemo za 3 točkami, no. Na koncu se je vendarle končala ta razprodaja točk v športnem parku, tudi trener je rekel, da upa, da bo spomladi vse drugače. Ja, nekako nam na domačem igrišču ne uspeva. Danes pa proti Mariboru smo, mislim, da izkoristili svojo priložnost, šli v tekmo nekako neobremenjeno. Vsaka tekma z Mariborom je nagrada za vse ekipe v slovenski ligi. Oni predstavljajo Slovenijo, predstavljajo slovenski nogomet v Evropi in na takih tekmah nimaš kaj izgubiti, lahko samo dobiš. Šli smo odločno, šli smo borbeno, mogoče imeli tudi mi kanček sreče, ampak vsako tekmo fantje pustijo srce na igrišču, zdaj pa enkrat zmagaš, enkrat ne. Mogoče res na domačem igrišču nismo imeli sreče, pa upamo, da se bo to zdaj obrnilo v našo korist. Na lestvici ste se sedaj izenačili s Koprčani, 3. mesto je tisto, ki ga lovite. Ja, lovimo Evropo, tako bom jaz rekel. Mi, fantje v garderobi in strokovnim štabom, vsi si želimo uvrstiti v evropske pokale, mislim v kvalifikacije, ne? In vse bomo naredili za to, tako da borili se bomo še to zadnjo tekmo v Kidričevem, da ta del končamo na najlepši možen način in da ohranimo dobro izhodišče za naslednji del sezone, da uresničimo ta naš cilj. In res trdo bomo garali in naredili vse, da prinesemo 3 točke iz Kidričevega. Kaj napovedujete za to tekmo v Kidričevem? Vemo, prva tekma je bila zelo težka in zmagali ste z golom ob koncu tekme. Ja, vse tekme v slovenski prvi ligi so zelo težke, ekipe so zelo izenačene in kanček, en moment, en del odloča na vsaki tekmi in moraš biti pazljiv tako v obrambi, tako kot v napadu, moraš izkoristiti svoje priložnosti. Mi bomo naredili vse za to, da te 3 točke iz Kidričevega prinesemo domov, so pa res so dobra ekipa, prišli so z druge lige in se pokazali v zelo dobri luči, ampak mogoče gremo z eno lažjo popotnico v Kidričevo, se vemo, da smo jih že 2-krat pomagali, po drugi strani pa to tudi ne pomeni nič, vsaka tekma je razred zase. S tekmo proti Mariboru se je končala tudi novembrska akcija Anine zvezdice. Zbrali ste 160 paketov hrane za socialno ogrožene družine. Ogromno, kot je dejala tudi sama ustanoviteljica Ana Lukner. Kako ste igralci zadovoljni s tem? Igralci skušamo pomagati na najboljši možen način, ker vemo, kako težka situacija v državi. Nekateri potrebujejo kanček dobrega srca drugih ljudi, da mogoče nahranijo svojo družino in trudili se bomo še naprej, da zberemo čim več hrane, da na kakršenkoli način pomagamo tem socialno ogroženim družinam in to nam je v veliko veselje, ker najbolj pomembni so otroci in njihovi starši, ki si ne morejo privoščiti vsega, kar si lahko mi. Najlepša hvala, srečno.